Hej, tukaj Sabina in danes bom z vami delila 5 vrtnarskih trikov, da bo vrtnarjenje še bolj enostavno. Še prej vas pa popeljam po balkonskem vrtu in pokažem, kaj tam raste. Pojdimo kar tja. Prvi vrtnarski trik je za tiste, ki imamo radi solato. Pri solati je pomembno samo to, da jo imate na vrtu in nato nabirate liste, ker solata iz svojega osrednjega dela raste dalje. Tako da imate lahko samo 6-8 solat in jo imate za večkrat. Jaz svojo solato danes nabiram že 7. Drugi vrtnarski trik vključuje jajčne lupine. Če imate doma jajca, lahko tudi jajčne lupine uporabite na vrtu. Ne samo, da jih date na kompost, lahko jih uporabite kar direktno na gredi. Lahko jih zmeljete, jaz jih pa kar v roki takole strem. Malo popada, tako da priporočeno je, da to delate nad gredo. In to pride prav proti polžam, ker jih majčkeno špika, sicer ne prepreči, da polži ne bi lezli po gredi, hkrati pa pomaga paradižniku, da mu date dovolj kalcija, oziroma da mu date nekaj kalcija, ker paradižnik potrebuje kar precej kalcija, zato da njegovi plodovi niso črni. Pri tretjem vrtnarskem triku pa rada uporabljam takele vrečke, zato ker jaz zelo rada nabiram različna zelišča. Lahko je to bazilika, lahko je to timijan, karkoli. In potem enostavno dam v takele vrečke, ki jih najdete v Lidlu, in potem pustim, da se kar v teh vrečkah ta zelišča posušijo in jih nato dam v kozarčke. Liste samo obtrgavamo in jih shranimo. Tako na balkonskem vrtu kot na običajni gredi ter v rastlinjaku imam rada mešano zasaditev, zato ker na tak način izkoristim prostor. Zgoraj rastejo recimo kumare in pa lufabuče, iz katerih zrastejo gobice, spodaj pa se skriva blitva. In blitvo samo nabiram list za list in takole uporabim vse liste za odlično kosilo. Hkrati pa blitva raste dalje in blitve tako nikoli ne zmanjka. Pa ne pozabiti, da lahko tudi blitvo pustimo, da gre v cvet in imamo še svoje seme. Da pa bodo naše sadike rasle in da bomo imeli ogromno plodov, pa predlagam, da enkrat na teden obilno zalijete. Zalivanje enkrat na teden je veliko bolje kot vsak dan pomalo, ker bojo korenine tako vzpostavile sistem globje in ne bodo iskale na površju vode in vas, da jih boste zalili. Tako da enkrat na teden za obilo vode in pa seveda ne pozabiti, da lahko uporabite koprive in gabe za svoj pripravek za zalivanje. O tem pa v naslednjem videu. Delim še en bonus trik in sicer imate radi por. Jaz por najraje uporabim za porovo juho in takole ga samo odrežem nekje na višini zemlje oziroma majčkeno više in dobimo por. In tale por uporabim, medtem ko bo z tega spodnjega dela začelo odganjati novo življenje oziroma naslednji por. Poleg zelišč in začimb jaz nabiram tudi tale ognjič, ki diši in ga lahko uporabite za kremice, za čaj ali pa še kaj drugega. Imate kakšno idejo, zakaj lahko še uporabimo ognjič? Kar napišite spodaj pod komentar. Imate tudi vi vrt, balkonski vrt ali celo rastlinjak? Dajte mi napisati spodaj pod komentarje, da vidim, kako vse vrtnarimo po Sloveniji. Pa če imate še kakšen vrtnarski trik, ga dajte deliti med nami spodaj pod komentar. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!